Prva od predvidenih 3 delovnih akcij na Obrežju in delno tudi v strugi reke Save, vse od Sotočja do Drage, je bila že včeraj. Za mano vidite predvsem malce razširjeno z nekaj dodatnimi prostovoljci občinsko upravo, jih moram pohvaliti, danes smo od 12 naprej že čistimo, smo uspeli Sotočje več ali manj očistiti, spucati pa tja do Brvi, pa do tega občinskega mostu, no zdaj gremo z razširjeno ekipo še tukaj, 3 ekipe so pa na drugi strani. Tam je okrog 30 prostovoljcev, na tej strani še ne 20, tako da jaz bi rekel, da nas je vse skupaj na 50. In danes ni zadnjič, še kar se boste zbirali tukaj, oziroma kako ste načrtovali tokratno akcijo oziroma vse te delovne akcije? Ja, kar malo preoptimistično ugotavljam. Zdaj verjetno bi bilo lažje, če bi bilo udeležencev še več, ne? Ponovno ugotavljamo, da smo na socialnih omrežjih zelo močni, v realnosti pa predvsem manj. Ampak dejansko s 50 se je ogromno naredilo, tako da jaz upam, če bi še 2 srede s 50, pa pridemo do Drage. Rekli ste, komu so namenjene tokratne čistilne akcije oziroma delovne akcije, kaj se počne? Če pogledamo zdaj okrog, koliko enih smeti se je nabralo, zato je tudi precej bolj počasno napredovanje, kot smo mislili, je pač po mojem znak, da je čist prav, da smo se tega lotili. No. Jaz verjamem, da se marsikje tega ne bodo mogli lotiti, ker so tudi še huje bili poplavljeni, ampak zakaj ne bi tudi na ta način, pravzaprav jaz vidim tukaj 2 koristi. Eno je čist neposredna, da čistimo našo naravo, da nam je mar za to, v kakšnem okolju živimo, in druga, da se povezujemo kot skupnost. Tisti ljudje, ki so se danes odzvali, so prišli dobre volje, so prišli v škornjih, so prišli z eno tako pozitivno energijo in jaz mislim, da je to, kar rabimo v teh časih. Kaj ste izvlekli, kaj nenavadnega iz tega Obrežja oziroma z te vode, kaj je tisto, kar je sedaj še mogoče problem? Vse sorte, no, od velik plavja in tega pa tudi do dela nevarnih odpadkov, na tem koncu pač seveda veliko pripomočkov za vrtnarjenje. Nižji dol smo celo en kos našega vodovoda najdeli, tako da v resnici, no, zgoraj še vedno ostaja avto, se pravi cel kombi, bo še kar nekaj dela, jutri pridejo stroji, ki bodo skušali se pravi sanirati vse naplavine, ki so se ujele v mostovih in pa na Sotočju. Tako da evo, gremo sami, ne čakamo državo, pomagamo si sami in na ta način bomo največ naredili. Županovemu povabilu so se, poleg sodelavcev občinske uprave in prej omenjene enote za reševanje iz vode prostovoljnega gasilskega društva Zgornje Pirniče odzvali še posamezni krajani, člani občinskega sveta in predstavniki društev, med drugim tudi taborniki in člani ribiške družine Medvode. To je katastrofa in me prav skrbi, kako bo tale vodotok še v bodoče. Če se bo to še kdaj ponovilo, upajmo, da se naslednjih 1000 let ne bo. Je kaj rib ostalo oziroma kaj se dogaja sedaj s tem ribjim zarodom? Rib je mnogo manj, že zaradi onesnaženosti, motne vode so se podušile, odnesli jih je, tako da bomo zdaj bolj jih samo hranili, vlagali, pa gledali, da bo še za naše bodoče ribiče pa goste kaj zaloviti. Zelo delovnih 14 dni je najbrž za vami. Povejte, danes ste se pridružili zato, ker? Ja, zato, ker je lepo, da se tudi ta zadeva uredi, da je okolica popolnoma drugačna, da pokažemo, da zmoremo pospraviti tudi smeti, ki so, in da bojo Medvode čim prej, čim lepše. Kot uporabnik socialnih omrežij, aktiven uporabnik socialnih omrežij, sem začutil potrebo in dolžnost, da na županovo izrecno zapisano željo, da vrnemo Medvodam nekaj, kar bi jim lahko. Sem se danes pojavil tukaj kot prostovolec. Kot občinski svetnik sem se pa med prvimi javil na razpis oziroma objavljeno potrebo po prostovoljcih. In seveda, tam je bila ena postavka starost, ne? In ker vem, kako smo v covidu izbirali prve bojne vrste, sem prišel na vrsto malo kasneje in tudi v tisti akciji smo dol na Seškovi čistili ene kleti starejšim občankam, bolanim občankam, tako da ja. Kaj bi rekli, kaj je vaše spoznanje ob tokratnih poplavah? Najprej to, da smo mi v Pirničah imeli prekleto srečo, razen
seveda naših krajanov v Vikrčah. Po drugem pa, da ta strašna moč vode, ki se je pokazala tudi sedaj in ki je v preteklosti po mojem nismo upoštevali v zadostni meri, bi nam morala biti v resno opozorilo za bodoče. Ja, v vsem tem času sem se osebno angažirala in sem kar že pri nekaj čiščenjih hiš pomagala, tako da danes sem se v pozivu župana temu odzvala, zato ker pri nas nismo imeli nobene škode in se mi zdi prav, da glede na to, da si želimo vsi lep kraj čim prej pomagati, da se počisti vse tisto, kar je voda naplavila. Solidarnost je najbrž tista, ki je sedaj prišla na plano. Je bila kakšna zgodba, ki ste jo mogoče slišali v tem času, ki vas je mogoče prav posebej se dotaknila? Ja, zagotovo, ko sem kot predstavnica krajevne skupnosti Preska Žlebe hodila s kolesom okoli po terenu in preverjala, kakšno je stanje, sem naletela na dve taki. Eno je v Prešnici, ko je gospodu že drugič v nekaj letih zalilo avto in je ostal brez. Pa potem nek mlad fant v Preski, ki je živel v kletnem stanovanju, mu je voda zalila stanovanje in je uničeno vse pohištvo in zdaj čaka samo še na zadnje 2 stroja, ali sta še v stanju, da bosta lahko uporabljala. No, Glede na to, da je bil poziv direktno za urejanje reke Sore, ki je bila v bistvu dolg in je še vedno ena moja skrita želja, oziroma kopanje v Sori je zame en nepogrešljiv del življenja v medvodah. Enostavno nisem mogel spregledati tega in sem se seveda z veseljem odzval temu pozivu. Kopališče podoba Sore, kakšna je sedaj? Kopališče je zelo žalostno, moram priznati. Ampak, če ga pa pogledamo z druge strani, je pa mogoče lahko to priložnost za dokončno ureditev, kajti treba bo zagotovo sanirati nabrežine, treba bo odpeljati material. Pravzaprav to, če lahko rečem, kar bi Direkcija za vode oziroma njihovi koncesionarji mogli redno delati, je za to zdaj poskrbela narava. In zdaj lahko občina oziroma izvajalci občine pomagajo k temu, da bo pravzaprav vodotok tak, ko bi res mogel biti.